Ko bližnja oseba izgine, je prva stvar, ki jo je treba narediti, da kontaktirate policijo, da lahko poskušajo ugotoviti zadnje znane premike pogrešane osebe. To pogosto pripelje do rešitve primera. Vendar se zdi, da nekatera izginotja nimajo razlage in postanejo nerešeni primeri, ki preiskovalce zmedejo še desetletja. Številka 10. Benjamin Rosland je bil star 19 let, ko je izginil brez sledu in do danes nihče ni uspel ugotoviti, kam je šel ali kaj se mu je zgodilo. Benjamin prihaja iz Pershing Boulevarda v mestu Clinton v Iowi, kjer je živel s svojimi starši v delu te ulice s hišnimi številkami v 900-ih. Ko je leta 2007 izginil, je poskušal nadaljevati svojo izobrazbo in je začel obiskovati predavanja na Clinton Community College. Te načrte je moral za nekaj časa odložiti, ko je bil 29. novembra tistega leta udeležen v hudi prometni nesreči. Ko so reševalci prispeli na kraj nesreče, jih je stanje vozila šokiralo in Benjamina niso mogli izvleči iz razbitin. Zato so uporabili hidravlične škarje, da so odprli vozilo in mu lahko nudili pomoč. Ko so ga stabilizirali, so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Iowa Cityju, kjer je prejel nadaljnje zdravljenje zaradi hudih poškodb glave. Med preiskavo nesreče, v kateri je bila hudo poškodovana še ena oseba, je prišlo na dan, da je Benjaminovo vozniško dovoljenje poteklo, zato so ga aretirali. Obtožen je bil, da ni ustavil in da je vozil brez vozniškega dovoljenja, ter mu je bil določen datum sodne obravnave. Toda Benjamin nikoli ni imel priložnosti zagovarjati svojega primera, saj je izginil potem, ko je plačal $5,000 za odvetnika. Potem, ko je bil prijavljen kot pogrešan, je njegova družina policiji povedala, da nikoli ne bi preprosto pobegnil pred obtožbami proti njemu in da bi jih obvestil, če bi bilo njegovo izginotje namerno. Nazadnje so ga videli ob 10:25, 8. februarja 2008. Obiskal je prijatelja, ki je živel v bloku 400 na 10. aveniji, prav tako v Clintonu. Medtem ko je bil tam, si odločil, da gre peš do trgovine Hy-Vee čez cesto od hiše, da bi kupil nekaj prigrizkov, vendar se nikoli ni vrnil. Ko so pregledali posnetke varnostnih kamer iz okolice trgovine, ni bilo nobenega znaka Benjamina, kar nakazuje, da se mu je nekaj zgodilo, medtem ko je prečkal cesto. Med organizirano iskalno akcijo je policija našla enega od Benjaminovih čevljev na dvorišču prazne hiše, ki se nahaja na vogalu 13. avenije Jug in 3 ulice. Njegov drugi čevelj so kmalu zatem našli na vzhodni strani iste ulice. Preiskovalci so natančno spremljali njegovo bančno kartico in dejavnost na mobilnem telefonu, vendar nobena od teh ni bila uporabljena od dneva, ko je izginil. Na njegovem varčevalnem računu je, kot so policisti opisali, precejšnja vsota denarja, ki se je nihče ni dotaknil. Ko je izginil, ni imel veliko gotovine pri sebi in območja ni zapustil s svojim vozilom, saj ga ni imel. Nič več ni bilo najdenega, preiskovalci pa so javnost prosili, naj bodo pozorni, če opazijo Benjamina ali karkoli, kar bi bilo povezano z njegovim izginotjem. Opisan je kot oseba z rjavimi lasmi in modrimi očmi, visok 5 čevljev in 11 palcev, ter težak 175 funtov. Na obrazu ima več brazgotin od prometne nesreče in še eno na levi strani prsnega koša. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v rjavo polo majico, maskirni kombinezon, modre kavbojke in rjave čevlje. Kdor ima informacije, ki bi lahko pomagale razrešiti primer Benjamina, naj pokliče policijsko postajo Clinton na številko 563 243 1548 in navede številko primera agencije CL-NIC-8 580 ali Crime Stoppers na 309 762 9500 številka 9. Minnie Lu je 28 let, odkar so Susanno Lyle, bolj znano njenim prijateljem in družini kot Suzy, nazadnje videli. Njen primer pa še vedno bega preiskovalce v Albanyju v New Yorku. Suzy se je rodila v Saratoga Springs v New Yorku. Imela je 2 starejša sorojenca in večino otroštva je preživela v okolici Ballston Spa, kjer je obiskovala srednjo šolo. Bila je izjemno nadarjena učenka, ki je leta 1996 maturirala z odliko. Potem se je vpisala na Državno univerzo New Yorka, kjer je začela študirati računalništvo. Ona in njen fant, Richard Condon, sta se spoznala in začela hoditi, ko sta bila še v srednji šoli, vendar sta obiskovala različne fakultete. V času njenega izginotja je Suzy živela v študentskem domu Colonial Quad na univerzi, da bi si prislužila dodaten denar za šolnino, pa je začela delati v trgovini s programsko opremo Babbage's v mestu Troy. Trgovina se je nahajala v nakupovalnem središču Crossgates Mall, ki je v Westmere in Guilderlandu, zahodno od Suzinega kampusa.
Njena mati je policiji povedala, da jo je Suzy poklicala 1. marca 1998 in povedala, da ji zmanjkuje denarja. Njena mati ji je ponudila, da ji posodi nekaj denarja, vendar je Suzy dodala, da kmalu pričakuje naslednjo plačo in da bodo takrat v redu. Naslednje jutro je pisala vmesni izpit, po katerem so jo videli na več njenih predavanjih, ki so se končala ob 16. uri. Nato se je odpravila na delo v Babbage's in svojo izmeno zaključila ob 11:20 uri. Znano je, da je trgovino zapustila 20 minut po zaprtju, nato pa se je kot običajno vkrcala na avtobus Capital District Transportation Authority in se odpravila nazaj v svojo študentsko sobo. Eden od njenih sošolcev jo je videl, kako je okoli 21:44 izstopila iz avtobusa na postaji Collins Circle. Nato bi imela približno 3 minute hoje do svoje študentske sobe, vendar tja nikoli ni prišla in od takrat je nihče ni videl. Richard je postal zaskrbljen, ko naslednji dan ni mogel najti Suzy in ko so mu povedali, da se ni vrnila v študentski dom, je stopil v stik z njenimi starši. Stopili so v stik z univerzitetno policijo, vendar so jim povedali, da so študenti občasno odsotni iz svojih sob in da se bo verjetno kmalu vrnila. Toda dogodki so nato dobili zlovešč preobrat. Naslednji dan je nekdo dvignil $20 z njenega računa na bankomatu v trgovini z mešanim blagom na območju Albanija. Znano je, da se je to zgodilo okoli 16. ure, vendar trgovinska kamera iz neznanih razlogov ni pokrivala območja, kjer je bil bankomat. Tako ostaje neznano, kdo je uporabil njeno debetno kartico. Ko so ga zasliševali, je Richard izjavil, da sta njeno PIN številko poznala le on in Suzy in šele potem, ko je bila njegov alibi potrjena, ni bil več osumljenec. Bil je pri prijatelju doma in igral video igre, ko je Suzy izginila. Nato pa je zavrnil poligramski test in popolnoma prenehal sodelovati s preiskovalci. Kasneje je prišlo na dan, da je Suzy poskušala prekiniti z Richardom, vendar je začel jokati, zato si je premislila. Junija tistega leta so v parkirišču poleg Collins Circla našli Suzyn službeni obesek iz Babbage'a, vendar nikoli niso ugotovili, ali ga je izgubila tisto noč, saj je bil že zastarel. Poleg tega, voznik avtobusa, ki jo je tisto noč videl, ni mogel z gotovostjo trditi, ali je izstopila pri Collins Circlu. Eden od njenih sodelavcev iz Babbage'a je povedal, da se je Suzy že mesec dni pritoževala, da jo nekdo zalezuje, vendar nikoli ni povedala, kdo naj bi to bil ali zakaj tako misli. Za informacije, ki bi pripeljale do tega, da bi našli Suzy, je razpisana nagrada v višini $20,000. Opisana je kot ženska s svetlo rjavimi lasmi in modrimi očmi. Visoka je 160 cm in tehta 77 kg. Na levem meču ima materino znamenje, na levem stopalu pa brazgotino. Na zadnje so jo videli oblečeno v dolg črn plašč, črno majico in modre kavbojke. Vsak, ki lahko pomaga razrešiti primer Suzy, naj pokliče policijo Zvezne države New York na številko 519 783 3211. Številka 8. Izginotje. 18-letnega Scotta Hilberta je prijavljeno kot pogrešan pod sumljivimi okoliščinami, saj je bilo med preiskavo najdenih več zaskrbljujočih sledi. A nobena od njih ni pripeljala preiskovalcev do tega, kje je. Scott se je rodil leta 1969. Po končani srednji šoli pa je začel študirati tolkala na univerzi Morehead State v Kentuckyju, kjer je bil bruc. Med spomladanskimi počitnicami leta 1988 se je odločil, da se vrne v družinski dom v Milfordu v Ohio, da bi preživel nekaj časa s svojimi starši. Znano je, da je bil tam še 13. marca, saj je na hladilniku pustil sporočilo, da je odšel obiskat prijatelja na univerzo Ohio State. Sporočilo se je končalo z besedami: "Vrnil se bom kasneje, rad vas imam, Scott." Njegovi starši so imeli vse razloge, da bi verjeli, da ga bodo videli pred 21. v tem mesecu, saj bi moral tisti dan spet obiskovati predavanja, vendar se ni vrnil in jih ni obvestil o svoji lokaciji. Kampus je približno 90 minut oddaljen od hiše, tja pa se je odpeljal z družinskim avtomobilom, črnim Fordom Tempo iz leta 1984. Ko se ni pojavil na predavanjih, so se njegovi starši začeli vznemirjati in so prijavili njegovo izginotje. Do takrat ga že 8 dni ni bilo, kar je preiskovalcem povzročilo veliko nejasnosti. Niso imeli pojma, s kom je preživel čas v času svoje odsotnosti in sprva ni bilo nobenega sleda o Scottu. Iskanja niso dala nobenih sledi, a nekaj tednov kasneje, 1. aprila, so družinski avto našli v divjini gorovja Beaver Dam, ki je v Arizoni, 2700 km stran. Obe registrski tablici sta manjkali in ju nikoli niso našli. Preiskovalci verjamejo, da je nekdo poskušal avto potisniti z bližnjega pečine, a je načrt opustil, ko se je avto zataknil ob drevo.
Na tleh blizu vozila so našli skatov ključ od študentske sobe, ključ za kolesne matice, šampon in rezilo iz družinske kuhinje. Njegov kovček z oblačili in nekaterimi njegovimi stvarmi je manjkal in ga nikoli niso našli. Njegova družina prav tako ni mogla pojasniti, zakaj je imel pri sebi rezilo. V avtomobilu so našli telefonski imenik iz Kalifornije in ožigalice iz restauracije v Denverju. Verjame se, da sta ti dve stvari pripadali osebi, ki je poskušala potisniti avto čez pečino. In čeprav so na avtomobilu našli neidentificirane prstne odtise, nikoli niso ugotovili, komu so pripadali. Znano je, da je avto prepotoval 3800 milj od dneva, ko je Scott izginil, čeprav so ga našli 1700 milj stran od njegovega družinskega doma. Scar ima rjave lase in zelene oči. Visok je približno 6 čevljev in je ob izginotju tehtal okoli 150 funtov. Vsakdo, ki ima koristne informacije o njegovem primeru, naj se obrne na policijsko postajo Union Township na številko 513 752 1230. Scottovo ime kot številka primera je MP7926. Številka 7. Leta 1986 je 19-letna Joyce Volkat doživljala izjemno smolo. Vendar se je odločila, da bo stvari obrnila na bolje, tako da si poišče dobro službo in bila je v postopku iskanja, ko je nenadoma izginila. Joyce, ki je bila ena izmed 5 otrok, je izgubila očeta, ko je bila stara 9 let, nato pa se je preostanek družine preselil v Farmington v Novi Mehiki. Večkrat je izjavila, da tam ni bila srečna in leta 1985 se je odločila, da bo šla na svoje. Preselila se je v Reseda v Kaliforniji, kjer je živela s svojo teto Ireno in bratrancem Jasonom. Upisala se je na srednjo šolo Reseda, kjer je nameravala pridobiti diplomo, vendar je bila nato kot sopotnica udeležena v 2 prometnih nesrečah, kar je njene načrte zamaknilo. Sprva se je zdelo, da ni utrpela nobenih resnih poškodb, vendar so kasneje ugotovili, da je morda prišlo do ločitve med njeno hrbtenico in lobanjo. Šla je na operacijo, vendar se je zaradi okornega vratnega opornika, ki ga je morala nositi, težko osredotočila pri pouku. Nato je začela hoditi s Scottom Nonom, ki je živel v istem stanovanjskem kompleksu. Odločila se je, da se bo marca tistega leta preselila k njemu in njegovemu bratu, ter začela ustvarjati svojo srečo tako, da si je poiskala službo. Prevzela je veliko vlog za zaposlitev in se prijavila za delo v trgovinah in podjetjih v neposredni bližini. 29. aprila je Joyce, njunova sestra in dekle njegovega brata so zapustile stanovanje, da bi oddale nekaj prijav za delo. Znano je, da je šla v 7-Eleven Vons Market in Winchell's Donut House. Vse te trgovine so bile na ulici Sherman Way. Njeni spremljevalci so jo čakali v Winchell's, medtem ko je oddajala prijavo v trgovini Save On poleg, vendar se ni nikoli vrnila. Nune je tistega popoldneva prišel domov in izvedel, da Joyce pogrešajo. Podal je prijavo o pogrešani osebi, vendar so jim napačno povedali, naj počakajo 24 ur. Primer so končno odprli naslednji dan, vendar se je zdelo, da policijska uprava West Valley spet ni pokazala zanimanja. Ugibali so, da se je Joyce preprosto odločila zapustiti območje po lastni volji, čeprav so jim povedali, da to ni mogoče. Policija je sčasoma začela opravljati razgovore, vendar sta morala njun in njegov brat sama razdeljevati letake s podrobnostmi o primeru. Kasneje je prišlo na dan, da so priče videle Joyce, kako je sedela na avtobusni klopi in jokala, druga priča pa je poročala, da so jo videli delati kot natakarico v restavraciji v Encinu. Od takrat niso našli nobenih novih sledi, družina Joyce pa je njene podatke dala na voljo javnosti. Ima dolge kostanjevo, rdeče lase, rjave oči. Visoka je 160 cm in je ob izginotju tehtala 48 kg. Ko so jo nazadnje videli, je nosila modro-belo črtasto bombažno majico, modre kavbojke, bel pas in bele čevlje. Nosila je tudi LCD uro Timex in rumeno kovinsko grlico z obeskom samoroga. Vsak, ki ve, kje se nahaja Joyce, naj pokliče policijsko upravo v Los Angelesu na številko 213 485 2806. Številka njenega primera je MP3063. Številka 6. Preiskovalci so še vedno zmedeni glede tega, kaj se je zgodilo z 41-letnim Charlesom Hopom, ki je pogrešan iz Brooksvilla na Floridi od 1. aprila 1982. Znano je, da je tistega večera obiskal restauracijo z morsko hrano, vendar so njegova nadaljnja gibanja ostala skrivnost. Charles, znan tudi kot Charlie, se je rodil v Brooksvillu leta 1940. Njegova družina je tam živela že dolgo časa, zato so bili zelo dobro poznani v okolici. Je eden od 6 bratov in sester in že od malih nog je kazal zanimanje za lov in ribolov.
V šoli je postal obetaven športnik in pravijo, da je bil odličen učenec. Ko je imel komaj 17 let, se je poročil z žensko po imenu Alice in skupaj sta imela 4 otroke. Da bi poskrbel za svojo rastočo družino, je začel delati v gradbeništvu, vendar je kmalu ugotovil, da to ni zanj in se odločil preizkusiti v nepremičninah. Pri tem je bil zelo uspešen in kmalu postal ugleden poslovnež na tem območju. Bil je izvoljen za predsednika pristaniške uprave doline Hernando in po vseh podatkih je bil na tem položaju zelo uspešen. Charliejev zakon se je sčasoma končal, prav tako tudi njegov drugi, in pravijo, da je bilo to zato, ker je bil nekoliko ženskar. Bil je znan po tem, da je bil zelo odkrit, imel je dober smisel za humor in je bil prijazen do ljudi okoli sebe. On in njegova prva žena, Alice, sta ostala prijatelja, kljub temu, da njun zakon ni uspel. In pravijo, da sta bila zelo povezana. Marca 1982 pa so nekateri njegovi prijatelji začeli opažati nenavadno spremembo v njegovem vedenju. Ob neki priložnosti, ko je bil v Georgiji na zaključku osnovnega vojaškega usposabljanja svojega sina Scotta, je izrekel nekaj zanj nenavadnih izjav. Scottu je rekel, da bo, če se mu kaj zgodi, poskrbel, da bo Scott preskrbljen. Do takrat je že imel vnuka, ki ga je obiskal v Alicini hiši 30. marca. Alisa je kasneje povedala, da se je zdel nerad odhajati in da je bil med obiskom izjemno tih iz razlogov, ki jih ni poznala. Dodala je, da je postala zaskrbljena, vendar ni mogla ugotoviti, kaj ga je vznemirjalo. Na neki točki je moral sprejeti telefonski klic in ko so ga vprašali o tem, ni želel komentirati. Naslednji večer je večerjal v restavraciji Redfish Seafood and Steakhouse. Spremljalo pa ga je nekaj prijateljev in njegov stric. Med večerjo je omenil, da bo šel k svojemu dekletu takoj, ko bodo končali, in ves čas obroka je deloval zmeden. Na neki točki je moral stati in preprosto oditi iz restauracije, vendar ga nihče ni videl oditi. To je bilo zadnjič, da so videli Charlieja. Verjame se, da je odšel okoli 1 ure zjutraj, vendar točen čas nikoli ni bil dokončno potrjen. Pustil je nedopito pijačo na mizi, kar sicer nikoli ne bi storil, pravijo njegovi prijatelji. Njegov tovornjak so našli zapuščen pred njegovim delovnim mestom, vendar nikoli ni prišel na svojo izmeno. Njegova pisarna je bila zaklenjena, znotraj pa so preiskovalci našli njegovo ribiško opremo in strelno orožje. Izvedli so obsežno iskanje, vendar kljub prečesovanju gozdov in močvirji niso našli nobene sledi za Charliejem. Potem, ko so našli posmrtne ostanke drugega nepremičninskega agenta, so posumili, da bi lahko bil na tem območju aktiven serijski morilec, vendar so to teorijo na koncu zavrnili. Od takrat je bilo predlaganih več teorij, med drugim, da je odšel začeti novo življenje ali da je vstopil v program zaščite prič, vendar nič od tega ni bilo nikoli dokazano. Znano je, da je ob zadnjem videnju nosil modro havajsko srajco, opisan pa je bil kot sivolas, z modrimi očmi, visok približno 170 cm in težak okoli 84 kg. Vsak, ki ima dodatne informacije o primeru Charlieja, naj se obrne na šerifov urad okrožja Hernando na številko 352 75 46 83. Številka njegovega primera je MP 51573. Številka Pat. Ko gre za zločine, kot so ugrabitve vozil in nepojasnjena izginotja, je Južna Afrika ena najnevarnejših držav na svetu. To je držalo že leta 2018, ko se je norveška študentka Marie Ustvold odločila odpotovati v to državo in se nikoli ni vrnila domov. Po prihodu v Sedgefield v zahodnem Irtu je bila del turistične skupine, ki je 18. aprila tistega leta potovala po območju. Skupina pa je bila namenjena v nastanitev Afro Vibe Backpackers blizu plaže Miole. Skupina je kasneje policiji povedala, da se je Marie odločila za sprehod, potem ko je par iz skupine odšel, vendar sta se zaradi močnega vetra, ki je začel pihati, hitro vrnila. Opazila sta Marie, ko je sedela na plaži, vendar sta se odločila, da je ne bosta motila. Preden sta zapustila plažo, sta posnela fotografijo oceana in takrat so Marijo videli zadnjič. Večerja je bila postrežena ob 19. uri, vendar je ni bilo, kar je povzročilo nekaj zaskrbljenosti v skupini. Poskušali so jo poklicati na mobilni telefon, vendar niso dobili odgovora in ob 19:11 je turistični vodnik obvestil Nacionalni inštitut za reševanje na morju, da pogrešajo Marijo. Iskanje se je začelo približno 20 minut kasneje s pomočjo iskalnih psov, policije in enote skupnostne policije v Sedgefieldu, vendar Marije niso našli. Preiskali so tudi plažo, rečno ustje, sipine in okoliška območja, vendar brez uspeha.
Vreme se je zelo poslabšalo, morje je bilo zelo razburkano, zato so domnevali, da je morda poiskala zavetje v bližini, vendar so kasneje tisto noč na plaži našli par belih čevnjev, bel klobuk in iPhone. Potrdili so, da sta čevlja in telefon pripadala Mariji, klobuk pa je ostal skrivnost. Več dni so potekale iskalne akcije iz zraka, v morju in na kopnem, vendar je Marija ostajala pogrešana. Nekateri so povedali, da je bila nazadnje videna v belem zgornjem delu in modrih kavbojkah, medtem ko so drugi poročali, da je nosila temen cvetlični zgornji del in črne hlače. Ker niso našli ničesar več, so iskanje sčasoma opustili in Marije nikoli niso našli. Če ste tisto noč videli Marijo ali imate kakršnekoli informacije, ki bi lahko pripeljale do njenega izsleditve, vas prosimo, da kontaktirate policijsko postajo Nisna na številko 044 203 6600, številka 4. Becky Gary, katere polno ime je bilo Rebecca, se je leta 1988 skupaj s hčerko preselila v Baton Rouge v Louisiani. Tisto leto je njena hči preživela božič pri Beckyjinih starših v Shreveportu, Becky pa se je odločila ostati doma. Ko je kasneje govorila o tem, se je njeni hčerki to zdelo zelo čudno, saj obisk ni bil načrtovan in je bila to odločitev v zadnjem trenutku. Njena 12-letna hči jo je prosila, naj gre z njo, vendar je Becky ostala neomajna in o tem ni hotela slišati. Natu je kupila enosmerno avtobusno vozovnico za svojo hčer, ki je bila do takrat že zelo razočarana in jezna zaradi situacije. Zapletli sta v hud prepir, ki se je končal šele, ko je bila njena hči na avtobusu. Njena hči zdaj verjame, da jo je Becky skušala spraviti iz tega območja, vendar nihče ne ve, zakaj. Ko je božič minil brez kakršnega koli sporočila od Becky, je preostanek družine začel skrbeti, da se dogaja nekaj sumljivega. 27. decembra jih je kontaktirala Beckina sestra, ki je govorila z njo. Povedala je, da razmišlja o tem, da bi zapustila Baton Rouge, ker po njenih besedah stvari niso šle po načrtih in da potrebuje nekoga, da pride po njo. Nažalost, Becky nikoli ni povedala podrobnosti, zakaj stvari niso šle po načrtih, vendar je bilo sporočilo posredovano njeni najboljši prijateljici in domnevalo se je, da jo bo on prišel iskat, a temu ni bilo tako. Policija je bila obveščena, vendar je bila družina šokirana, ko so jim povedali, da je verjetno nekje in se zabava. Odsvetovali so jim celo prijavo pogrešane osebe, kar je izjemno nenavadno. Januarja naslednje leto je upravnik stanovanjskega kompleksa obvestil družino Becky, da najemnina ni bila plačana in da je ni doma. Rekli so mu, naj vstopi v stanovanje, kar je nerad storil, in tisto, kar je tam našel, ga je popolnoma zmedlo. Kavni aparat je bil prižgan in na pultu sta stali 2 skodelici kave. Kopalna, kad je bila polna vode, Beckyjine stvari so bile spakirane, nje pa ni bilo nikjer. Ker najemnina ni bila plačana, so vse njene stvari odvrgli na ulico, zato je družinski član odpotoval v Baton Rouge, da jih pobere. Policijo so poklicali, vendar so tudi tokrat pokazali malo zanimanja, saj se nikoli niso pojavili v stanovanju. To je pomenilo, da morebitni ključni dokazi, kot so prstni odtisi, nikoli niso bili zbrani. Policija pa je kasneje izjavila, da je bila prijava o pogrešani osebi vložena šele 20. januarja, čeprav je družina večkrat poskušala prijaviti njeno izginotje že 27. decembra. Kasneje je prišlo na dan, da je Becky pred izginotjem seboj nosila Manilovo kuverto in svoji materi povedala, da če se ji kdaj kaj zgodi, lahko družina najde kuverto prilepljeno na spodnji strani njene postelje. Po njenem izginotju so preverili pod njeno posteljo in vzmetnico, vendar je bila kuverta izginila in nihče nima pojma, kaj je bilo v njej. Vendar se Becky nikoli ni vrnila in njeno hčerko so od takrat naprej vzgajali njeni stari starši. Še vedno upa, da bodo nekega dne izvedeli, kaj se ji je zgodilo, policija pa je izjavila, da je primer še vedno v preiskavi, vendar je očitno obstal, saj niso našli nobenih novih sledi. Becky je imela rjave lase in zelene oči. Takrat je bila visoka 155 cm in tehtala 48 kg. Vsak, ki lahko pomaga razrešiti njen primer, naj se obrne na policijsko upravo Baton Rouge na številko 225 389 2000, številka 3. Robert Terence McLaughlin, raper, ki je znan tudi pod vzdevkom Royal Francis, je predmet preiskave pogrešane osebe, ki se je začela septembra 2017 in še vedno ni rešena. Takrat je postal znan raper v Jacksonvillu na Floridi in pogosto so ga hvalili zaradi zapomljivih besedil in energičnih nastopov v živo. Čeprav se je zdelo, da je njegovo življenje na pravi poti, pot do tja ni bila lahka, kar dokazuje tudi incident, ki se je zgodil leta 2014. Tistega leta je Robert doživel prometno nesrečo, ki mu je nepreklicno spremenila življenje.
Utrpel je travmatsko poškodbo možganov, vendar se je zahvaljujoč ustrezni medicinski oskrbi in podpori svojih najbližjih sčasoma lahko vrnil k glasbeni karieri. Utrpel je nekaj izgube spomina, vendar si je izjemno opomogel. Vendar pa so se 24. septembra 2017 stvari obrnile na slabše. Njegova mati je poročala, da jo je tisti dan obiskal in da sta pri njej doma gledala tekmo Jacksonville Jaguars. Kasneje tistega večera je odšel in rekel, da se bo srečal z nekaj prijatelji, da bi igrali košarko. Preden je šel tja, je znano, da se je najprej vrnil v svoje stanovanje, ki se je nahajalo v kompleksu Capper Landing, se ga je tam okoli 22. ure videlo več prič. To je bilo zadnjič, ko je bil kdorkoli v stiku z Robertom. Ko ga naslednji dan niso mogli najti, je njegova družina obvestila policijo in začela se je preiskava. Medtem so njegovi prijatelji in družina začeli iskati na območjih, kjer je Robert običajno preživljal čas, vendar ga nihče ni videl. V tednih, ki so sledili, je njegova mati Angela postajala vse bolj frustrirana zaradi napredka primera. Medijem je povedala, da nikoli ni prejela nobenih novih informacij od preiskovalcev in da običajno ni imela pojma, kaj se dela, da bi našli njenega sina. Ko je policija odšla do Robertovega stanovanja, je našla njegov avto parkiran na običajnem mestu. V stanovanju pa so našli več njegovih osebnih stvari, vključno z denarnico, osebno izkaznico in oblačili. Njegovega telefona in ključev od stanovanja pa niso našli, zato domnevajo, da je imel te predmete s seboj, ko je izginil. Njegovi prijatelji in družina so izjavili, da ne verjamejo, da je izginil prostovoljno, saj je imel dogovorjene nastope v Georgiji. Eden od Robertovih sosedov se je nato oglasil z dodatnimi informacijami. Izjavili so, da so videli avto, črnega Dodge Chargerja, ki je prispel v kompleks, nato pa so videli, kako je Robert vstopil van, vendar voznika niso mogli dobro videti. Dodatno zaskrbljenost povzroča dejstvo, da se je Robert najprej sprl z nekom, ki je sedel v avtu, medtem ko je še stal na stopnicah kompleksa, vendar se je nato očitno pomiril, preden je vstopil, kar so mu tudi naročili. Medtem je policija domnevala, da se je Robert preprosto preselil na novo območje. Njegovi družini pa so povedali, da je star več kot 18 let, zato lahko počne, kar želi. Policija pa navaja, da primer ostaja odprt in da bodo vsi novi namigi, ki jih bodo prejeli, tudi preverjeni. Roberta opisujejo kot osebo s črnimi lasmi in rjavimi očmi, visok je približno 178 cm in tehta med 68 in 95 kg. Nazadnje so ga videli oblečenega v črne kratke hlače in črno majico, na obeh rokah ima tetovaže, zlati zob in brado z dredi, ko je izginil. Vsak, ki lahko pomaga pri tej zadevi, naj se obrne na policijsko upravo v Jacksonvillu na številko 904 0630 1127 številka 2. Veliko ljudi meni, da je pri izginotju Jamie Jo Tate, 33-letne ženske iz Indianapolisa v Indijani, prisotna kazniva dejanja, saj je od julija 2020 nihče ni videl ali slišal zanjo. Primer se je začel 31. tistega meseca, ko je Jamie odšla k svojemu bivšemu fantu, Robertu Sorrellu mlajšemu, na naslov v 500 blok South Warman Avenue. Par je bil skupaj nekaj časa, vendar se je Jamie odločila končati zvezo, ko je Sorrell postal nasilen do nje. Potem, ko je prekinila z njim, Sorrell očitno ni mogel sprejeti, da je zveze konec in je Jamie neprestano zasledoval ter nadlegoval. Ni bilo natančno ugotovljeno, kaj se je zgodilo, vendar so priče policiji povedale, da so naslednje jutro okoli 5 ure zjutraj zunaj slišale preplah. Ko so raziskali, so videli Jamie in Sorrella, kako sta se zunaj njegove hiše burno prepirala. Prepir se je od tam samo še stopnjeval in na koncu je Sorrell zgrabil Jamie ter jo odvlekel nazaj v svojo hišo. Ni presenetljivo, da je postal glavni osumljenec v primeru Jamie, saj je bilo to zadnjič, ko so jo videli. Ko se ni vrnila domov, kot je bilo načrtovano, je njena družina začela skrbeti in so jo 5. avgusta prijavili kot pogrešano metropolitanski policiji v Indianapolisu. Menili so dnevi, odkar so jo nazadnje videli, kar je preiskovalce postavilo v slabši položaj. Njene prijatelje in družino so vsi zaslišali, vendar nihče ni imel pojma, kje bi lahko bila Jamie. Več ljudi je bilo označenih kot osebe, ki bi jih bilo treba podrobneje preiskati, vendar brez kakršnih koli sledi se je zdelo, da je primer zastal. Izdali in izvedli so naloge za preiskavo, vendar brez uspeha, in sčasoma se je policija obrnila na javnost ter prosila vse, ki imajo dodatne informacije, naj stopijo v stik. So pa razkrili, da so prijeli nekaj namigov, zaradi katerih so začeli verjeti, da se je Jamieu zgodilo nekaj neprijetnega. Sorrellov sosed je nato stopil naprej in prijavil, kaj je tisto noč videl, ter še več sosedov so zaslišali, če imajo dodatne informacije v burnem prepiru, vendar nihče ni mogel ponuditi dodatnih sledi.
Prav tako je prišlo na dan, da je medtem, ko je 31. julija okoli 15:30 hodila po West Washington Street, nekdo v modrem avtomobilu poskušal zapeljati vanjo, a se je pravočasno umaknila s poti. Nikoli ni bilo potrjeno, ali je to kakorkoli povezano z njenim izginotjem, vendar ker v njenem primeru močno sumijo kaznivo dejanje, te možnosti niso izključili. V mesecih, ki so sledili, so nekateri njeni prijatelji na spletu objavili komentarje, ki so preiskovalce še dodatno zaskrbeli. Navedli so, da bi Jamie morda bila priča zločinu, v katerega je bil upleten moški po imenu Blake Bernau, ki so ga našli mrtvega. Ugibali so, da je morda postala tarča ljudi, ki so končali življenje Bernaua, ker je bila priča zločinu, in da so ti odgovorni za njeno izginotje. Ugiba se, da je v tem primeru sodelovala s policijo in da so jo storilci utišali. Vse to ostaja ugibanje, usoda Jamie pa ostaja nerazrešena skrivnost. Opisana je kot oseba z rjavimi lasmi in modrimi očmi. Visoka je 168 cm in tehta 64 kg. Vsak, ki lahko doda dodatne namige k temu primeru, naj kontaktira Metropolitansko policijsko upravo Indianapolisa na številko 317 327 6160. Jamiejevo ime je številka primera MP7377. Številka 1. Po besedah prijateljev in družine, 38-letnega Michaela Strona se je pred izginotjem junija 1992 spopadal z žalostjo. Znano je bilo, da je imel zelo tesen odnos s svojimi starši, vendar je nekaj mesecev prej umrla njegova mati. To je nanj razumljivo močno vplivalo in domneva se, da bi to lahko imelo vpliv na njegovo izginotje. Michael je živel s svojimi starši v Newcastle upon Tyne, kjer je bil zaposlen kot voznik viličarja. Toda leta 1990 je ostal brez službe. To ga je finančno spravilo v težak položaj in začel je delati vse, kar je lahko, da je preživel. Občasno je ponoči delal kot varnostnik v barih in nočnih klubih, spet drugič pa je bil mehanik. Njegovi prijatelji so policiji povedali, da je bil zelo družaben in prijeten človek, ki so ga pogosto našli v enem od pubov v okolici, saj ni imel redne zaposlitve. Bil je zelo dobro poznan v okolici, vendar so zaradi njegove sproščene narave ljudje pogosto izkoriščali njegovo prijaznost. V tednih pred njegovim izginotjem so se stvari za Michaela začele izboljševati. Enem od svojih prijateljev je povedal, da ima v načrtu posel, s katerim bo zaslužil veliko denarja. Dodajal je, da namerava kupiti Mercedes-Benz, vendar ga prijatelji niso jemali preveč resno, saj je bil znan po tem, da je bil včasih precej domišljav. Priče bi izjavile, da so Michaela nazadnje videle v pubu Percy Arms 19. junija tistega leta. Kmalu preden je odšel, je okoli 20:40 govoril z lastnikom puba, Peterom Owensom. Poročal je, da mu je Michael povedal, da čaka na prevoz in dodal, da bosta s šoferjem odpotovala v Durham, da prevzameta šotor. Eden od njegovih prijateljev, ki je bil takrat bolan, je povedal, da ga je Michael obiskal in da je imel s seboj na tisoče funtov v gotovini. Rekel je, da je bil na poti, da bi se srečal z moškim po imenu Don, vendar ni razkril nobenih dodatnih podrobnosti. Ko se ni vrnil domov, so ga prijavili kot pogrešanega, njegov avto pa so našli približno 100 metrov od puba, kjer so ga nazadnje videli. Njegov klobuk so našli v notranjosti, vendar vozilo ni ponudilo nobenih dodatnih sledi. Nekdo je policiji povedal, da je bil Michael napaden približno 2 tedna preden je izginil, vendar narava napada in ime napadalca ostajata neznana. Leta 2023 so bila 2 moška iz Tynedale v Newcastlu aretirana, saj so menili, da sta odgovorna, vendar sta bila kasneje izpuščena na prostost proti varščini. Opisan je kot visok 6 čevljev in 3 palce ter težak 146 kg. O njegovem izginotju ni na voljo veliko dodatnih informacij, vendar naj bi imel v času izginotja polno brado in brke. Vsak, ki lahko pomaga policiji v primeru Michaela, naj pokliče policijo Northumbria na interventno številko 101. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 neznanih in se vidimo v naslednjem videu.